No, evo, danes smo v 14. epizodi najnega podcasta Vse v poroki in z nama je Katja. Pa bom kar te pustil, da se ti predstaviš. Ja, najprej vam hvala za povabilo. Sem Katja, ustanoviteljica brenda Cat Beauty Studio. Tako da, ja, na kratko o meni. Jaz te bom kar takoj še malo bolj piknil. In glede na to, kaj počneš, se pravi ličenje in vse ostalo, kar se v salonu dogaja, bomo še razložili čez podcast. Ampak vseeno, kje so te začetki, od kje je želja, kje se je vse skupaj sploh začelo? V bistvu takole z make-upom se je vse začelo leta 2018, ko sem končala srednjo kozmetično šolo. Tukaj gre velika zahvala Elen iz Berlina. V bistvu to je bila naša nova soseda, ki je takrat bila na področju make-upa meni zelo taka velika vzornica in me je nekako spodbujala res vsa ta leta, da sem tukaj, ker sem. Tako je v bistvu, da me je ta strast do make-upa in lepote nekako vlekla že od 8. razreda osnovne šole, oziroma že od majhnega, ko sem mamici kradla šminke in risala po stenah. To je dober make-up, ja. Ja. Tako da dejansko takrat sem dobila tudi prvo kazen, pa ni bila glih kaj dobra kazen, ker sem potem še enkrat šla balat steno. No. Ja, in takrat v bistvu sem že zelo rada ustvarjala, no, tako da ne na obrazih, ampak na steni. No, No, kaj pa te pri vsem o temu najbolj pritegne? Ker pač nismo se še dotaknili tega, ampak se ukvarjaš z marsikako stvarjo iz lepote in kaj te najbolj pritegnala? V bistvu to, da so na koncu stranke zadovoljne. To me izpopolne. Res me izpopolne, da jaz njih vidim, da so one šle ven iz mojega salona ali pa iz kjerkoli z nasmehom na obrazu. No. Da jim lahko dam kakšen nasvet. Tudi v nadaljevanju bom dala mogoče kakšen nasvet, ki ga lahko že danes uporabijo. Da naredim nekaj dobrega za njih in v bistvu zase, ker ko so one zadovoljne, sem tudi jaz zadovoljna. No. Tako da to bi bilo nekako to. To je dobro vodilo v storitvi, kakorkoli že, katerekoli storitvi že. Ne? Ja, mislim, da smo vsi v taki branži, ko pač skrbimo za to, da so ljudje okrog nas zadovoljni z našim delom in da pač imaš zajeto vse, kar je treba. To je v bistvu najboljša referenca, kar imaš. Ja, točno to. Ja, tudi nek rezultat je to na koncu. No. Ta notranje zadovoljstvo. Ne. Nam pa manjka še en kontekst. Salon si že omenila. Ja. Kje pa je ta salon, da še to povemo, kje sploh smo oziroma? Ja, drugače, jaz delam na zelo različnih lokacijah, večinoma delam terensko. Sam salon se pa nahaja čisto v centru Ljubljane, oziroma v središču Ljubljane, v Kristalni palači trenutno. No. Aha. Ja. Terensko različne lokacije, kaj to pomeni? Me zanima. A tako za poroke pač greš, to si verjetno itak pri nevestah večino časa, ja. Ne pridejo k tebi, ampak so še kakšni drugi projekti, ki si terenska? Ja, delam zelo različne projekte, delam tudi za kakšne te znane blagovne znamke, kot je Mas, Bags and More, s parimi studiji sodelujem, pa tudi s parimi, v bistvu zelo velikrat delam kakšne videospote, predvsem Ferbci so moji prvi, s katerimi sem začela in se vse potem razvijalo v to smer, tako da se z Rokom tudi sodelujeva včasih na kakšnih videospotih, no, tako da Hrvaška videospoti in pa ja, tudi neveste, no, tako kot ste si rekel. Kar tika, ja. Lahko z začetkom že to razčistimo, da se tikamo, ja. V bistvu tako je, da v bistvu tele nevestice pridejo najprej na testnega k meni v salon, potem pa pač terensko do njih kamorkoli, ne. Tako, po dogovoru. Smo že imela eno, ti si druga zdaj vizažistka, ki je najina gostja. Ja. In tam smo imeli kar dosti poudarka Roka na tem testnem oziroma preizkusnem ličenju. Pa bom kar preskočil zdaj par tem verjetno, ker jih je že tukaj, kaj imam napisano vprašanja, ker nekaj vmes, ampak bomo šli na to, kar smo zakrat veliko menjali. Spravi, koliko je pomembno to poskusno ličenje, pa koliko ti njega, bi rekel, predlagaš oziroma skoraj zahtevaš, ali ga pač ne? Ja, jaz v bistvu pač ne zahtevam, se pravi, pač dovoljujem stranki, da se odloči sama, ampak pa vedno rečem,
res priporočam, zaradi tega, ker v bistvu tukaj se vidijo, katere odtenki pašejo nevesti, kakšen bo stil poroke, ne? Ker tudi jaz zelo rada prilagodim tudi make-up na stil obleke, poroke, prinčeske in vse skupaj, no. Tako da mi je ta del, da pridejo na testni make-up zelo všeč, ker potem, ko pridem na njihov poročni dan ličiti, sem tudi jaz 100% prepričana, katere odtenke bova dale in v bistvu je tudi nekako zadovoljstvo toliko večje. No, da... Že lahko prepovejo, v bistvu, če kaj pač ni všeč, oziroma če bi kakšne stvari naredila, ki pač ne bolj pašejo ali kakorkoli, verjetno se samo ravno najbolj počutiti samozavestno. Tako, vsake oči so drugačne, ne? Oči so nekako gledalo obraza in res vsake, se pravi, pač make-up je v bistvu nekako poudarek lepote. Ne? Ženska lepota načeloma prihaja od znotraj, ampak make-up pa v bistvu sem še poudarek neke poteze in tako. In v bistvu na tem testnem lahko res ugotovimo nekako globino osebo, ali je nežna, ali je bolj, ali naredimo bolj močnejši make-up, ne? Ker v bistvu nekaterim temnolaskim lahko naredimo tudi malo močnejši make-up, da njihovo lepoto izrazimo, ne? Tako da, ja, pa tudi čisto iz izkušenj, no, bila sem na enem make-upu, kjer v bistvu nevesta ni šla na testno frizuro. In ko sem jaz prišla tam make-up delati, tudi ni imela testnega in me je klicala v joku, da je tako nezadovoljna s frizuro. Ko sem se tja peljala, sem rekla, joj, tudi testnega make-upa ni imela, ličenja ni imela. Sem rekla, ampak na koncu smo vse zrihtali, tudi frizuro sem ji popravila, še glih sliko imam, lahko vam jo pol tudi pošljem. Je bila res z nasmeškom na obrazu in še pred enim mesecem mi je pisala v zahvalo, koliko je bila zadovoljna, no, da sem ji polepšala dan tudi s frizuro. No. Tako da res je bistvo, da se naredi nek test. No. Edino, če poznaš toliko dobro sebe, da točno veš, da bo pač mogoče kodri in nek nežen make-up. Da, pa če je bila verjetno ena gospodična, gospa, kakorkoli, ko hodi k tebi, zdaj že ne vem koliko časa, bi mogoče lahko kaj takega preskočila, če se vi že toliko poznate, da dejansko ti tudi veš točno, kaj si ona želi. Ne? Ja. Če pa je to nekdo, ki pač še nisi delala z njim, je pa verjetno res mogoče bolj priporočljivo, da se naredi nek poskus. Ne? Ja. Pa definitivno bi priporočala pred vsako poroko ali pa testnim make-upom, da se ne dela nekih ekstra nek, no, nekih globinskih nek, ker sem pa tudi že imela, ne, da je prišla, se pravi, na testni make-up brez neke nege, potem na poročni pa mislila, da bo dobro naredila, če gre na neko kvalitetnejšo globinsko nego. Ne. Ampak v bistvu po teh modernejših globinskih negah se dostikrat začne koža lupati. Ne. In potem, ko ti naneseš na to lupljivo kožo puder, ne zgleda dobro. Tako da definitivno vsem nevesticam bodočim priporočam, da naredijo neko nežnejšo nego. Se pravi, teden prej ali pa 2 tedna prej, da v bistvu ne izzovejo kože, da se bo lupila. No. Ja. Pa tudi no, tako. No, zdaj si že malo omenila, da tudi se frizure dotakneš. Ja. Kaj vse pa je v tvoji ponudbi za poročne? Karkoli, za poročni nek beauty. Ja. Tako, moja kombinacija je največkrat, da itak že večinoma pridejo na nohtke. S kakšnimi, ki pridejo na sprobni make-up, tudi predebatiramo že v nohtih, in tudi ponudam. Ker se mi zdi, da v bistvu te close slikce so vedno make-up, nohti in frizurca. Tako da dejansko trenutno pokrivam vse 3 stvari, se pravi, nohti in make-up sta na meni. Potem imam pa zunanje izvajalke, s katerimi sodelujem in jih z veseljem priporočam, ker veliko neveste tudi ne zna odločiti, kam na frizuro, in jim je tudi všeč, da imajo vse na enem mestu. Tako da na Dolenjskem in v Ljubljani imam osebe, ki jim zaupam, da poskrbijo za poročne frizure. In v bistvu pridejo v kompletu, na testno, vse uredimo na enem mestu in one so vedno zadovoljne, da ne rabijo na 3 različna mesta. Tudi vi verjetno veste, koliko kira rabi, pa tako se mogoče malo lažje še dogovorite in uskladite, kot če se verjetno z vsakim uskladiš brez težav, ampak tako, ko je enkrat uigrana ekipa, so stvari še lažje verjetno. Ja, pa dejansko je tako, da mi potem gledamo kot celoto.
da je vse skupaj neka harmonija, povezava. In to je meni še večje zadovoljstvo, da lahko to vsem ponudim. No. Ja, da ne dela vsak svoje. Ja, to nisem nikoli razmišljal, ker pač frizuro si Ne vsak dan more se uredim. povezati. Ja. Ja, da dejansko pač frizura, make-up, tudi nohti, ne vem, karkoli, šminka, vse to nekako mora biti v neki harmoniji. Ne? Tako neka povezava, neki odtenki. Jaz vedno tako gledam, no, da pač je neka nita. Ne? Recimo, ravno včeraj sem prvo nevesto letos ličila, ne? Pa zdaj v bistvu se ne odločam več, toliko sem za bele obleke. No? Vsaj letos sem imela že par, ki so se za tako nežno, roza ali pa tako. Ne? In tle v bistvu moraš malo gledati, ker odtenek boš dal tudi na nohte in na oči. No? Tako, tudi za nasliko, se veste. Ja, itak, ja. Mislim, ravno zdaj organiziram eno poročno delavnico, ne, in sem glih včeraj en post delal. In sem bil tak, kaj napisati, ne, pa imamo veliko ponudnikov vključenih zraven, veš. Pa sem bil tak, kaj napisati, pač napisati iskreno fotografom in videografom to, da naj se prijo naučiti tudi to videti, no, kdo vse poskrbi, da so fotke hude. In to so tudi vsi ostali ponudniki. Sej, mi pač moramo po svoje delo dobro narediti, ampak tako, če ni rečemo dober make-up, če ni dobra dekoracija, če ni dobra lokacija, če ni dobro pač praktično vse, tudi fotka ne more biti pač odlična, je lahko poprečna na koncu, če neki stvari manjka nekje. Ne? Teda v bistvu v resnici moramo vsi skupaj pač dobro sodelovati. Res. Tako, ker se ti šla iz pač same frizure pa make-upa, v bistvu še širše na sami poroki, ker je res tak dogodek, ki je pač vsakmo, ki se poroči, po moje zelo pomemben in tak unikaten. Ja, res. Pa tudi nekaj pritiska je na njemu, ne, na ta dan. Ja. In ja, se je treba kar tako kot poročen ponudnik pač vprašati, če veš, kaj delaš, pa tako biti res pozoren, pa pač dobro narediti, ne, ker ni fajn uničiti tak dan nekomu. Ja, res je. Jaz se vedno trudim, no, v bistvu že nekako grem na poročno ličenje vedno z nekim mindsetom, ne, ker vem, da so ponavadi za vse neveste tako sicer v nekih pričakovanjih, veselih, a hkrati so nervozne, kako bo ta dan potekal. Ne? In jaz že vedno, ko se peljem, se mi res v avtu nažge neka glasba, ki je taka ljubezenska, pomirjujoča in si rečem, ok, to je znak, da bo dobro. Potem pa pridem do neveste in jo najprej vedno vprašam, kako je, in jo pomirim in ji rečem, da je to njen najlepši dan v življenju, ki si ga bo zapomnila za celo življenje. Zato jo zdaj prosim, da se res začne uživati v to vlogo, da je kraljica dneva. No? In potem se ona pomiri in mi začnemo z ličenjem in na koncu vedno nasmehno prazno. No? Tudi o tem smo imeli pogovor. Kako je v bistvu Ja. to jutro poročno, ne lahko pač napeto, oziroma Ja. a ne začnejo se stvari dogajati in pač ponavadi je prva Se poroka. niti ne zavedaš, da je lahko tako napeto. Točno to, ja. Ja. In dejansko pač si ti v tem času največ nevesto, ne. Tako tiste 2-3 ure, ne vem pač, tudi do tega prijemo, koliko traja samo ličenje pa vse, ampak ja, ta dopoldan v bistvu si ti pa pač frizerka daleč največ časa z njo, ne. In je kar pomembno, da jo lahko pomiriš, pa da je pač dejansko omogočiš, da Res. zadiha, ker pol, ko enkrat pride do oltarja, pa vse verjetno neizogibno, da pač mičken začne utrip malo bolj delati, pa tako, ne. Ja. Zdaj pa itak smo se dotaknili tega, koliko bi pa rekla, da je pri tvojem delu psihologije, pač, da ti znaš pomiriti nevesto. Ja, v bistvu kar veliko, no, bi rekla. Tako, kot sem rekla, ne, te besede se mi zdi, da jim res ogromno pomenijo. No, da prav začutim jih, da so one pomerjene. In to je meni tako nekakšna psihologija, ki jo vložim noter. Zdaj, mogoče še toliko bolj močna, ker izhajam iz sebe in vem, da bi se tudi jaz zelo prijetno počutila, če bi meni nekdo to rekel. Ne? Vse je v redu, super bo, res se vživi v to vlogo, bodi kraljica dneva oziroma nevesta dneva. Ne? Potem so zraven vedno še kakšne mame, sestre, priče, ki tudi pridejo na ličenje in potem je res lepo, no, ko se zberejo okrog, jo pogledajo, jo še one pomirijo dodatno. No. Tako da je ta psihologija, ta mindset, da si mera na ta dan zelo pomemben, pa tudi, da se počutiš dobro v svoji koži. Ne? Da se res počutiš nevesta dneva. No? Tako, da je vse, sej nikoli ne bo šlo vse po planu. Sigurno bo vedno neka malenkost, ki jo boš pozabil. Ne? Ampak lej, to je ta avtentičnost, ko se boš pol spomnil. Se je zgodilo to pa to in se boš smejal. Točno to, da znaš čez to iti, ne.
Ker dejansko ni na koncu najbolj važno, da je vse šlo čist po planu. Ja, Važno je, da se imaš ti fajn, ne? tako. Važen je ta mindset, a ne? Da se prepustiš toliko, ne? In dejansko, da gledaš, da se imaš ti dober, ne? Vsak gost bo drugače doživljal tvojo poroko, se mi zdi, ne? Fajn je, da si nevesta naredi tako. Ampak tako po mojih izkušnjah, ti si z njimi ponavadi, recimo tam prvo tretjino poroke ali pa četrtino, Ja? mi smo pa pol še čez cel dan, ne? In se mi zdi, da vsak svat uživa toliko, kolikor uživa ta ženin pa nevesta. Ja. Da tek čez njiju dejansko doživljajo ostali poroko, ne? Ja. In zato si moraš pač poroko za sebe organizirati in probati čim prej odmisliti pa vse stvari, tako vsaj en dan prej, če se da še prej, še boljša na poroki, pa sploh pač probati biti bolj kot gost svoje poroke v resnici. Govorim tako v smislu dekoracije pa vsega. Karkoli je, se imaš tam profesionalce, se vejo, kaj delajo. In jim moraš pač zaupati, ne? In pač ti uživati. Mislim, da je to na mestu vprašanja, ne, koliko je pa pomembno, da ti nevesta zaupa. Ogromno. Ja, mislim, da kar ogromno. Ker to se mi zdi, z zaupanjem je tudi neka pomiritev notranja, ne? Ja. Mislim, res na koncu je poroka zbor nekih profesionalcev na svojem področju in pač... Res. Ja, in se pri tem zaupanju verjetno prija do največje mere do tega, da pač je ful dober, da se prej spozna s tabo na poskusnem ličenju, vidi, kako je, da vidi, da tudi če ji nekaj ne bo sedlo, jaz ne morem sploh povedati, kaj zares, ker pač nisem bil na ličenju, ampak tako, karkoli že, da dejansko, a veš, ona da svoje mnenje, ti poveš, ja, to res lahko spremenimo, če se ti boš počutiš kakorkoli že, da dejansko skupaj najdete rešitev, ker se vedno moramo, mislim vedno, velikrat moramo v življenju kakšne rešitve iskati in se najlažje je pač si zatisniti oči pa pač biti nezadovoljen mogoče, ampak ni to rešitev, lažje je pač povedati pa dejansko in ti pač predlagaš nekaj in verjetno bo tudi na poroki pol lažje takoj, čim prej povedati stvari, ker na poroki pa ni toliko časa tudi konec koncev za neke spremembe, pač mora iti kar po timelineu vse. Ne? Ja, tako kot je Rok rekel, v bistvu ta psihologija, ne? Zelo je pomembna komunikacija, da se res ustvari neka pristna komunikacija, da tudi ženin in nevesta povesta svoje želje, ne? Kaj pričakujeta. Sploh pri make-upu, ne? Pri nevesti pa pri nohtih, da pove ona, da tudi ona izraz svoje želje, pa potem v bistvu skupaj jaz predlagam, ne, mogoče bi ti pa tole pa probajva, ne, in ponovadi se kar strinjajo, no, je pa tudi res, no, na test na make-upu vedno neke odtenke iščemo in potem, ko pridem dejansko na poročni dan ličati, make-up je vedno 5-krat boljši. Ja, to je pa tudi ta dan, ta energija dneva pa vse, kar doda verjetno sam občutek, ne. Omenila si vmes tudi ženina. In mene to vedno zanima kot fotografa, ker bi si želel, da čisto vsak ženin bi se s tem strinjal, pa verjetno boš ti potrdila, da se ne. Koliko ženinov imaš, ki tudi rečejo, ja, da jim nekaj naredi, da bom jaz izgledal podoben kot svoja žena, se pravi, da ko bo vroče, ne bom toliko rdeč, se toliko potil, karkoli že, da se ne bo poznal, da se potim. A se jih veliko strinja s tem, oziroma jim ti tudi to predlagaš, ali kako je s tem? Ja, čisto iskreno, jaz bi jim to predlagala, ampak jaz sem res trenutno bila največkrat kot make-up artistka na porokah, ki so zelo tradicionalne. Se pravi, da se res nevesta in ženin nista videla vsaj jutro pred poroko. Se pravi, sta se zjutraj razdvojila in nisem, oziroma pač ponovadi me je ženin sprejel pred vrati, ne, in res ni videl nevesto, no, tako. Tako da nisem nikoli komunicirala tega z ženini, ampak recimo, no, pač predvsem v poletnih dneh se mi zdi, da se pol dostikrat na kakšnih slikah, mogoče ste tudi videli opazila, no, da se vidi, ne, pol ta razlika, da je pa ženin cel moker, pa se mu koža svet na slikah, ne. Se ni zdaj to bistvenega pomena, ampak recimo, ne, v bistvu na fotki je kar, no. Je to kar opazno, veš, kad dejansko pač vi poskrbite, da nevesta ima dejansko skozi isto ten, ki se reče, isto barvo, pač, ne. Medtem ko pri ženinu, pač pri vseh nas, tudi pri fotografu, se ne zdaj, da na ženina kažem karkoli. Čeprav pri njih verjetno še bolj, ker tako ste rekel, stopiš ti pred oltar, začne srce z dvojno močjo biti, misli delajo vse to in pač že zaradi tega se pač, zgodi, kar se plus tega, recimo ženinu v poletnih mesecih ni primerno oblečen glede vremena. Tako bom rekel, da je mičke bolj toplo, kakor ostalim. In vse to je pač en skupek tega, da dejansko ne more čez cel dan enako izgledati. In ko je zelo vroče, pač se tudi
pač njegova koža spremeni in to. In poroke, kjer sem imel srečo, da pač so se žene ni strinjali s tem, veliko bolj fotke izpade. Pač, ne bom rekel, hotel sem reči, veliko manj dela imam. Se meni ni težko pač svoje delo zdaj v postu to spremeniti, ampak vsega dejansko tudi ne moreš ti rešiti. Ker to svetleča koža, če bi šel retuširati, so to čist preveč časa in čist preveliki stroški, da greš ti na eni poroki, ko je to 500-700 fotografij delati. To je pač skoraj nemogoče. Ne? Če to zdaj za en portret se gre, to ni tak problema. Ne? Je pa toliko več fotk, jaz predlagam, da ko ne veste, tebe pokličejo, da vprašajo, kakšna je možnost, pa kdo ga bo prepričal, če ga je treba sploh prepričati. Ker niso vsi taki, da jih je treba prepričati. Eni so pač taki, normalno, da jaz tudi to rabim, ker hočem zgledati kot žena, pač hočem, da smo na fotkah nekako povezana. Ne? Hvala ti za to idejo. Dejansko bom dala v ponudbo. No. Tako na snemanjih recimo, no, sploh video spoti, pa to imam ogromno dela z moškimi. Res, sploh v poletnih mesecih, ne, ko snemamo kaj na prostem. Jaz moram biti tam dejansko vsakih 10 minut, da jim popivnam, da jih zamateram. No. Tako da, ja, pa so res na video spotih kakovostne slike in videe. Oni se verjetno zavedajo, ko so pač večkrat pred kamero, se zavedajo, kako se to še bolj pozna na kameri. Pa da bo naredili pri njih sploh en produkt, ki bo to se, recimo, če govorimo v Sloveniji kazal še naslednjih, ne vem, 15-20 let, pa mogoče zavedno. In je dobro, da se pač ti dan pripravi na to, da bo za celo življenje naprej izgledal tako, kar pač želijo. Saj minimalno, da se v bistvu ta rdečica zakrije in pa mogoče podočnjaki, ki se par dni prej ne spije. Ali je pa fantoščina. Ja, se če govorimo, da pomirimo malo moške, če govorimo zdaj, da nevesta ima 100% make-up tako, vse, kar se da se recimo naredi, zdaj sem tako malo orisal. To je preženjeno recimo od neveste, rečemo, to je 10% ličenja, recimo, to je verjetno zelo malo tega. To je 5 minut dela, ali pa še manj, mogoče 2 minuti. No to je, teda v bistvu ni treba v paniki biti, da bo za oni uro pa pol sedeli, pa baj na nohtke rihtala, pa tako, ni to hudo, ne? Definitivno ne, tudi, pravim, jaz sem v bistvu, kot make-up artistka ima zelo rada naravne make-upe, da se res poudari to, kar je na človeku lepo. Se pravi, pri enih so to oči, pri drugih ustnice, pri drugih pač res neke poteze, linije obraza, no tako. Tako da tudi pri moškemu ne bi šlo. Pretiravate, ne? Ja. Še nekaj me zanima, kako se pa poročno ličenje razlikuje od klasičnega? Pač se tukaj veliko več dela, pač tako, meni kot nekmu totalnemu laiku to razložiš. Tako bi rekla, čisto. Pri meni je res čisto odvisno od ženske, no. Ampak definitivno je malo več priprav, ker še vse make-up zdrži cel dan, a ne? Ja. Oziroma cel dan plus celo noč. Nekatere neveste mi pišejo, da imajo še naslednji dan. Gor, ne. Tako da si vzamem res malo več časa, glede podlage, no, res je fajn ta priprava kože, da se dobro pripravi in potem neko plastenje, ne. Ne bom pa rekla, da zdaj porabim ful več časa, no, ker so tudi poročni make-upi, ki sem jih v eni uri že lahko konc, ker je tako minimalistično, da, ja. Koliko časa pa bi rekla, tako, če bi zdaj jaz glih zaročil mojo Laro, pa nisem, da ne domislil, ampak tako, pa bi se jaz zanimal za pač ličenje, ki bi se verjetno ona, ampak vseeno, koliko bi rekla, vi si pa, mislim, Lara si mora pa toliko časa rezervirati, da jo lahko jaz naličim? Ja, za ličenje bi rekla nekje urco 10. Aha. Ja. Rajš rečem teh 10 minut več, da pol ni, ne, da imaš še nevesta. Saj. Ja, res odvisno, no, ampak ponovadi urco 10, da sem je že konec, no. Jaz sem že kar zverzirana v tem make-upu, no, tako da, pa tudi, mislim, da tudi pripomore ta testni make-up, ne, ker že točno vem, ne, ja. Potem pa pol je še tukaj frizuro, včasih recimo, če je gužva, ne, sem imela tudi kakšne poroke, ki so bile že ob 10 v cerkvi, ne, pa sem imela za naličati 6 oseb, ne, smo začeli že v 5, ne, in tle smo v bistvu kombinirali, ne, zato ta tim, ki imam, je res vrhunski, se pravi, pridemo na mesto, nohte itak nujno kakšen teden prej, no, uredita, ne. Zdaj, če so zelo kratki, tudi kakšen mesec prej priporočam, zato da se doseže neka dolžina, ne. Potem pa v bistvu imamo tak, se pravi, jaz začnem ponovadi vedno z mamo, nevesta je ta čas na frizuri pri moji sodelavki, potem je pa izmenjava, no, tako da jaz bi rekla za nevesto nekje 2 uri, da si mora zjutraj vzeti, potem pa skoči v obleko in pred oltar. Če ti imaš 5 oseb, 6 oseb, kot si omenila včasih, a ne? Ja. A si tudi kako pauzo ukalkuliraš, ker to je teh 6 ur, ali pa recimo, da je pri drugih malo krajše, še vse 4-5 ur,
tako intenzivnega, pač tako, ker so možgani napeti, pa vse verjetno kar naporno. Ne? Ja, iskreno, včasih se vprašam, a sem jaz bolj pod stresom ali nevesta. Ja. Ampak se pravim, pa si nažgemo neko glasbo in tako in je vse lepo. Si pa največkrat ne planiram pauze, edino za kakšen kozarček vode ali pa tako. Ker tudi če je pauza, vmes je vedno nek pogovor, ne? In to sploh ni pauza. Ja. Se medtem, ko se menja, verjetno se to malo spočiješ, da dejansko se možgani malo odpočijejo. Itak, jaz sicer imam vedno pripravljene čopiče že vnaprej, tako da ta skrb nastane v salonu, se pravi, zato ko oseb mora biti čopičev, da pol teh skrbi nimam tam, no. Tako da se res lepo organiziram že dan prej, pred poroko. Ne. Je pa res, da se mi dostikrat zgodi, da potem še vedno, ko na domu ličem, srečam kakšno babico ali pa koga na hodniku in ko sem že tam, me lepo prosi, če bi še njih naličila. Ne? In zdaj, če imam čas, jaz vedno sprejmem. No? Tako da, ja. Zanimivo, mi je tudi cute. Kaj bi pa rekla, kako izgleda tvoj nek tipičen poročni dan? Ja. Itak že en dan prej predpriprava, odvisno, koliko je oseb. Zjutraj začnem, zelo rada se uredim, zato da pridem tudi jaz tja, že kot na lepem izgledu. Ne. Se mi zdi, da pol tudi jaz vsako jutro, ko se zbudim, pa ko se uredim, imam kar nek zagon za dan, da nekam grem. No. Tako da pa se usedem v avto, odpeljem na lokacijo, vmes lepa glasba, pozitivna energija in potem pridemo na lokacijo, pripravim stvari in štart, v bistvu sploh brez kompliciranja. No. Vedno en dan prej pa naročim nevestam, da si pač doma naredijo peeling. Enostavno, jaz izhajam iz zelo naravnih zadev, med, žlička meda, žlička kave. No. Tudi vidva, če bosta imela danes čas, sprobita, bosta videla razliko na koži. Goran bo rabil malo več kot žličko. A mogo še tukaj polirati? Hvala, bivši prijatelj. Ja, tako da v bistvu to naročim dan prej in se poznano. Tista, ki narediš dan prej, koža je res lepo pripravljena. In zasije. Tako zasije, potem pa sem še akcija dokler se obleka ne da gor. No. Pa vedno pridejo še fotografi, slikanje, tudi zaradi tega se moram urediti, da to ne zgledam čist brez. Ne. Že tako energetsko pa na koncu, ko naličem toliko oseb, se mi zdi, da že tako zgledam utrujena, da ta make-up res naredi malo. Da mečke, da se ne vidi toliko utrujena. Po mojem je tu na mestu pol vprašanje, kaj je pa najtežji del v poročnem dnevu oziroma pri tvoji prisotnosti? No? Ja, po moje ta vožnja, da ne bom zamudila, da je to najtežji del. Sploh, če se pelješ nekam, kaj je. Če se moraš uro pa pol peljati, moraš vedno dosti več rezerve vzeti. Če imaš ti 15 minut vožnje, veš, da vmes ne bo kaj, pa se tudi znajdeš, pa veš, kje moraš iti. Ker greš ti nekam čez drugo regijo, je to kar kompleksno. Sploh, če greš tam v začetku poletja na obalo, je to vedno, tam je najbolj grozno tako. Začnejo se šolske počitnice, prvi vikend vemo, da bomo vsi na morju, eni delali, eni uživali in pol je najbolj, da greš, ko si spijo. Ja, in pol nikoli ne veš, ali bo kakšen zastoj. Jaz res želim, da se neveste počutijo mirno in da nikoli ne zamujem, raje sem 10 minut prej tam. No. In dejansko mi to, ker tako, ta organizacija, da časovna mi največ stresa povzroča. No. Da bi pa zdaj rekla, da mi kjerkoli del drug, pri prisotnosti, pa ne. No. Načeloma vsi so vedno točni, vsi so tam prisotni. Do zdaj imam take izkušnje. No. Verjetno že kar rutinsko, tudi to, kar delaš, v bistvu imaš toliko v podzavesti, da dejansko niti ne razmišljaš več o tem, ne se pa ne veliko lažje, verjetno. Če moraš pač razmišljati, ja imam ta čopič, to barvico, ne vem, kaj vse imate vi. In teki, kiro moram zdaj vzeti, če bi mogla na ta način, to je kot pri nas fotografija, pač, ko začneš, razmišljaš o gumbih, kje so pa nastavitve, ki jih moraš pač danes, jaz ne ti, po moje, ne pomisliš niti, ki moraš kaj pritisniti. Sploh ne pogledaš, pač točno veš, ki je kaj, ker se drugače težko delaš in pri tebi verjetno enako. Ker to v podzavesti, pa si miren, po moje, pa je lažje delati. Pa ja, že en dan prej se pravim, vedno pripravim te stvari, tako da
sem tudi jaz polmerno, ker se mi zdi, da tudi to vpliva, ne, vse skupaj. Vsak, tako kot sta rekla prej, vsak delček, fotograf, dekoracija, make-up, vsak prispeva z neko svojo merno pripravljeno energijo, da je pol tisti dan lepši. Tako da jaz na tak način. No. Kolikrat pa, ker smo zdaj nas fotografe že parkrat omenili, Ja. kolikrat pa prosiš oziroma se fotografi ponudimo ali kakorkoli že, ti nevesta pošle fotke pač. Če ne pač samo nje, seveda tudi, ampak tudi tebe med tem, ker jaz vedno pač fotkam tudi vizažistko, ker sem pač na poroki, ker za mene tisti čas poroke si tudi del poroke, kakorkoli že, tudi če pač ponavadi niste gostje, niste svati, ampak še vseeno si pač del tega dneva, tako kot smo danes večkrat omenili, jaz vas pač vse fotkam, vse ponudnike. Koliko dejansko dobiš te fotke oziroma jih dobiš vedno? Dejansko jih dobim skoraj vedno. No. Od nevest, se pravi, res imam zlate neveste, no, tako da se mi vedno čez par dni zahvalijo, ne, pa mi pol slike pošljajo, bomo vam tudi na koncu poslala par slikic, Ja, da data noter. možno da damo čez, ja, No, prekrivce. super, mi dovolijo vedno, no. Tako da dobim kakšno slikco ali nohtkov, recimo, kaj je slikca, ali kaj jaz sem v akciji, no. Je pa res, da sem že parkrat doživela, da sem bila tam, kaj je fotograf prišel, pa nas ni slikal. Aha, ja. Tako da Mislim, niso vsi, no, ne vidijo vsi tega, tako da zelo lepo, da fotografi vidite, no. odprto je mogoče ta možnost, da pač nevesta že na sestanku pri fotografu reče, da pač ne želi imeti teh priprav pofotkanih. Tako bom dal malo benefitov dodati fotografu. Ker tudi pri meni na vseh porokah ni te želje, da pač pravijo, dobro, pri cerkvi bomo začeli, čeprav ponovadi priješ k cerkvi, ne greš domov, če ni treba. Ne? Ja, ne vem, ampak največkrat je tako, da pač prideš domov, poslikajo, one me tudi prosijo, da če lahko ostanem recimo še 5 minut dlje od 12 do 10 čez 11, da še par slikic naredimo, pa tako, no. Da je vedno cute, no. Ja, se to je prav način. Pa tudi mislim, jaz vidim tudi vas doskrat, ki jih fotkate, ne? Pa ko imate te ključke vedno samo, če nijate naravne svetlobe, pa to. In priznam, da je za kako idejo zase, sem dobil tudi iz tega, kako ste vi fotkali, ker ti veš, kako si jo namazala in točno veš, se mi zdi, točno to. Kira svetloba bo pač najbolj poudarila ta make-up, ki je pač danes na nevesti, ne? In priznam, da kradem včasih. Lepo, no, vse zato smo, da sodelujemo med sabo. Točno to, ja, se ni kraja za res, ja, se pač malo kreativno iščemo ideje. Sej, mi se pa od vas pa lučimo. Vse tako, ja. Pa velika tuna lučka mi je všeč, ko imate nekatere, ko je kroka, ne? Ja. In pol včasih probavamo, ko imamo dosti temen prostor, ne? Danes imamo nevesto, pa tisto luč, pa samo tvoja roka ven ali pa kaj. In tako zgleda, ker si nevesta sploh ne predstavlja, da bo to tako prišlo, kot da roka v bistvu gre iz, ne vem, iz ničesar, iz vesolja. Ja, res. Tiste so kar zanimive. Se najbolj zanimivo ljudem, ko vidijo nekaj, čega niso navajeni, čega pač kar iPhone ne more narediti. Tudi dron pa te stvari, to je vse zanimivo ravno zaradi tega. Česa pač ne razumejo. To je tako, točno to. Je to drugače. Ja, in te res posebni momenti, no, pol se mi zdi, da pač nekako ostanejo, ne. Če ne drugje v spominu, če ne na sliki, ne. Ja. Pa res si že omenila trajnost make-upa, oziroma to, da pač more poročni make-up zdržati 18 ur recimo, ne, pa 16 ur, kakorkoli že. Pa si malo omenila pač na kak način, da pač s plastenjem to dosežeš pa to. A so še kakšne posebne tehnike, ki se more pri poroki res pač pozorno gledati, oziroma recimo tudi pri tem, ker so solze dostikrat prisotne, kako se pač nevesta naj s tem spopade, da pač bo res make-up ostal za cel dan? Zdaj, če bi imela tukaj en papir, vam bi kar pokazala. Ampak ja, v bistvu res en tak trik, iskreno ne vem, kje sem se ga naučila, mogoče sem ga od kakšne druge make-up artistke videla, se pravi, vedno so prisotne solze, ne? Če ne pri nevesti, pri mami ali pri komerkoli drugemu. Tudi recimo za rojstne dneve kaličem, ne, vedno priporočam, imejte s sabo robček se vedno da čez tale prs in se v bistvu v temle solzovodu lovijo solze, ne. Sej make-up načeloma, tudi če bo solza ušla, bo obstal, ampak še vseeno, ne moreš pa garantirati, ne. Tako da, če se te solze lovijo pravilno, je make-up še toliko bolj obstojen, no. Tako da to je en tak trik in se ga ful držijo in so mi pol hvaležne, ker tudi v bistvu
ki si same kdaj make-up naredijo, so rekli, da so že testirali to. No. Ker jaz imam zelo veliko strank, ki potem se tudi vrnejo ob rojstnih dnevih, ob kakšnih drugih priložnostih. No. Ja, to mi tudi ogromno pomeni. No. Pa glavno, ne briši. Ja, ne briga tapki, ali kaj koli že, ne? Samo potapka in to je to. Tako. Čeprav bom rekel, za nas fotografe je ful dobro, če kakšne solze ne ujamemo pravočasno, ko imaš to fotko z dejanskimi čustvi pol. Pa se ne da zdaj pravim, da naj ne dela od tega, naj poskrbil, da bo one samo zavestne, pa da jim bo vse všeč. Ampak tako, veš, ker so za sreče na poroki. Eno fotko vem, da imam pač iz Solin v Piranu. Mislim na obali in imam tako nevesto in ženina in v bistvu v zadnji dva prijatelja, mislim, da nista oče in mama, ampak ja, dva prijatelja in v bistvu sta nevesta pa ženina od spredi neostra, ona pa v zadnji ostra in se vidi pri tej gospodični spet ko solza in je tako, a veš, pač vidiš, da ta solza je pač solza sreče, a ne same fotke vse. In tako, če ne bi bilo te solze, bi bila fotka vse en drugačna, ne? Še vse en lepa, ampak tako ne bi toliko dosegla tega namena. Jaz ful spodbujam te solze sreče, no. Ja, tako. Fajn jih je uloviti čim več, ampak verjamem, da pa na sliki zelo lepo pride, ne. Ja, tako, ja, teda. V glavnem jočite, če prije do tega, če ste pač... Tako, čustva ven, ne. Ja, tako, ja, ne izkrivati po naporoki, ne. Če se daš na majico, da jokaj. To, ne bo več nekega podjetja, ker jokaj pa konc. Sprede, zadnje, vse posod. Zelo različno, se pravim, ne, doživljajo tudi poroko, ne. Recimo zdaj, glih sem se spomnila iz otroštva, ne, ker sem že prej omenila, preden smo začeli snemati, ne. Moja prva poroka je bila v bistvu pri 7 letih, ne, ker sta se poročila oči pa mami, ne. In jaz sem takrat res drugače doživljala poroke kot zdaj, no. Ja, zelo lep spomin. Si jokala takrat? Pa ne, da jaz sem se takrat smejala. Jaz nisem jokala, jaz sem edini jokala, v bistvu, ker so začela oči pa mami plesati. Zaradi tega, ker mi smo bili res taka povezana družina, no. In meni je bilo čutno, zakaj zdaj morata ona dva sama plesati. In prav spomnim se, da sem ima na poročni dan vmes hodila, ker sta plesala. Ja, zakaj jaz ne smem, ne? Zakaj sem vidva? Pa mi je bilo zelo zanimivo, no, ta torta, razrez in ker sta si dajala, ne, jaz sem še mlajša, v bistvu takrat je bil, no, brat, zdaj imam tudi sestrico. Vem, da so tam okrog torte stala, no, kot dva in gledala, kaj se dogaja, no. Tako da res je bilo zanimivo, no. Ja, se te trenutki so tudi lepi, ko so otroci zraven. Pa otroci, pač itak, kot otroci drugače dojemamo stvari. Res. In teh nek solze sreče pri otrocih pač ne obstajajo. Pri otrocih so... Smeh. Ko so solze, ja, so pač solze, ki jih nočemo na poroki imeti, ne. Je bolj smeh, ja, če je jim všeč, ja. Ja, res tako, v bistvu... Spomnim se kot zelo lepo poroko, no. V bistvu otroci smo se pač zabavali, no. Jaz sem bila pa tudi v taki že princeskini obleki, tako da sem bila res del tega, no. Tako da sem jima zelo hvaležna, no, da... Ker nimajo vsi te priložnosti. Večinoma staršev se odloči v bistvu, da se poročijo pred otroci, ne. Ja, ta so neka nenapisana pravila, da bi se naj to zgodilo, a ne. Ja, jaz mislim, da poroko moraš, da se moraš poročiti takrat, ko začutiš, da si pripravljen, no. Jaz tudi mislim, da vsa pravila, vse so fajn pa vse, ampak pač vse ne vsak posameznik mora na sebe gledati in na to, kar njemu v tistem trenutku sede. Ja, tako da kar v akcijo, fanta. Hvala, da si nas zdaj potopila. Kaj pa, ne veste, ponovadi potrebuje kakšne popravke čez dan, ali, mislim, vse smo že govorili za utrajnosti make-upa in vsega, ampak če pa potrebuje, daš kak nasvet? Ja, načeloma vedno zato zadolžim pričo, na njih je to, tako da odvisno od kože, kakšna koža se že vidi. V bistvu jaz na koncu make-upa vedno to zelo dobro zafiksiram, da res obstane, ne. Potem pa, če je kakšna bolj taka sijoča koža, puder v prahu, ostalo pa res ni potrebno, no. Pa šminkica, no. Sicer šminke, ki jih uporabljam, obstanejo kar ene 5 ur, no, gor, ampak vedno pa dam tak mini lip glosak, oziroma pač, da se potem sem gre čez, ne. Ker v bistvu pol pa je tako, da slike zjutraj izgledajo zelo lepe, ne, na šminke, mislim pač, da je make-up res lep, pa popoldan pa tako, ne. Tako da usta pa mogoče, če je svetlikajoča koža, da se pač zamatera, no. Ja, v bistvu najboljše fotke nastajajo pol šele proti večeru, a ne? Pred sončnim zahodom, da je fajn, da je nekaj za popraviti. Ostane toliko časa, ja. Skoraj 10 ur mimo. Ja, ali pa da se poroka ne začne prehitro.
Ja, drugače, to je kar ena taka zanimiva tema, no, ker se mi zdi, da meni osebno so poroke, ki so popoldan, vedno bolj mirne. Čutim to, da v bistvu, ko pridem zjutraj na poroko, je vedno bolj vse dinamično, ne, se dogaja, ne, akcija. Popoldan so pa vse bolj pomirjene, no. Tiste, ko se zjutraj začnejo, imajo tudi ful velik dogodkov. Mislim, poroki ste samo 2 civilna cerkvena pri nas lahko, ne? Ja, ampak je ful. Ampak je več transporta zaradi tega, tako veliko več koordinacije. Več časa si tam, se pravi, je nek obrok nekje vključen zraven. Tako imaš veliko stvari, ki ne smeš na njih pozabiti, a pa ne želiš, ker pač dan ne bo, mislim tako, pač... Hiter minil. Ja, pa neki morajo nekje spiti, recimo, če je ob 10 že cerkveni obred, pa kakorkoli, nekje vmes moš poskrbeti, da tudi svati lahko spijo in v bistvu to verjetno vse je nekje v podzavesti, pa pri nevesti. Mogoče tudi pri ženinu, če je tak, da če bo timing pravi, ne? Ja. Teda če je le možno, je res boljše, da je samo ta en obred, pa da se to popoldne začne, pa da je po možnosti na eni lokaciji, pa vse to. Je veliko bolj taka filmska poroka, kakor... Itak smo vsi navajeni to iz filmov nekako doživati, kot more biti, ne? Jaz vem, ko sem začel poroke fotkati, v smislu, to se bojo vsi jokali, to se bo vsi skozi objemali, to bo... V Hollywoodu se fulja, tako v resnici se ne da, zdaj niso veseli pa srečni, ampak ni pa, da zdaj vsi to pokažejo. Pač par procentov ljudi je takih, ki dejansko svoje čustva res pokaže, pa ne glede na to, kje so, ne. Ker tako na poroki si med neznanimi ljudmi tudi, ne. Tako, če že gledaš nevesta, ženin, družine se ne poznajo med seboj, teda je velika možnost, da pol ljudi tam ne boš poznal, ne. In so zaradi tega tudi bolj zadržani. Dokler... Ja, res je pol ta, v bistvu, kakor se nevesta pa ženin počuta, ko smo prej rekli, ne. Da v bistvu one dva nekako, če uživata, obe strani potegnete skupne in nastane žurka, ne. Ja, je pa res, da ta organizacija je kar pomembna, ne. To mi jaz skoraj vedno ponavljamo, odkar pa spoznala neki organizator tudi, no, koliko je dobro, da pač to breme preložijo na nekoga drugega. Ja, na sliki se vidi, ne, če ne tukaj. Ja. Mislim, tudi na obrazu, ne, tudi na make-upu, ne. Pa tudi samo občutek, mislim, samo ne občutek, doživljanje poroke, ne. Da dejansko lahko ti doživljaš svojo poroko, je pač bolj, da vso to delo na nekoga drugega, mislim, delo. Obveznosti te majhne, ki so, ampak še vseeno nočeš nič pozabiti in pa si verjetno skozi napet. Se pravi, jaz tega še nisem poskusil, poroke namreč strani ženina, ne vem kak je, ampak si predstavljam, da za 100 ljudi skrbeti oziroma imeti jih v misli skozi, da bo pri vseh vse štimal, verjetno ni najbolj preprosto. Ja, tako, če čisto iz sebe izhajaš, ne, jaz tudi ne vem, če bi si sama delala make-up iskreno za svojo poroko. Tako, kaj vem, mogoče pa glih tisti čas, ko se bom ličila, mi bodo začele solze teči, ne, pa mi eyeliner ne bo šel, ali pa bo glih takrat nekaj narobe stalo, ne. Se mi zdi, da je res fajn, da nekdo drug, ki mu zaupaš, to poskrbi. Pa tudi, če je to prijateljca, ne. Jaz svoje poroke ziham v fotko. To obljubim. Kar težje, ne. Če se bo zgodila, ko se bo zgodila. No, zdaj pa, da vrnemo malo nazaj na make-up poročnega dne. Se mi zdi, da je dva neka trenda, ki sta, je nek ta glam look in pa nek ta zelo naraven look. In ti si rekla, da imaš malo bolj, ki bi rekel, poudarek na tem naravnem. Kaj bi pa rekla, zakaj se pa neveste bolj odločajo? Na splošno, za kater tip make-upa se... Aha, okej. Ja, jaz sem večinoma imela res naravne, no. Tako da so mi tudi same izrazile željo, ne. Jaz se vedno posvetujem z nevesto, jih vprašam, kakšne so želje in tako dalje. In vedno vse rečejo pač, da želijo biti take naturno. Zdaj, jaz mislim, da vsi te trendi, tudi recimo na splošno v make-upu, čedalje bolj sledijo, da je vse bolj tak naravno, ne. Ampak, kot sem rekla, pač nekaterim pa res paše glam, no. Tudi na obleko in vse skupine. Tako da, jaz vedno gledam kot celoto, ne. Tudi, če začnemo recimo z naravnim, pač prilagodim, ne, te barvne odtenke, da je še vse malo tak glam look na koncu, ne, sijoč. Pa si kdaj že naredila, ne vem, na poskusen, da ste naredila kot oboje, da se vidi. In kje pol, recimo, ok, v redu, pa reče nevesta, glam je malo preveč, dajmo bolj naravno. Kje veš, kje je tista meja za make-up, da ni že preveč v glam? Ja,
V bistvu tako je. Fora testnega je, da začnemo z naravnim make-upom in se pogovorimo in potem vedno rečem, ali pa nevesta reče, lahko še malo bolj poudarjaš oči. Potem pa, ker še malo bolj poudarimo, pa dvakrat več poudarimo in je že gledne. In če je ona zadovoljna, je to isto na poročnem. Jaz vedno pač naredim nek približek, ne, ker nikoli ne moreš čist istega, kot 10 dni nazaj. Približujem se sliki, ne, se pravi, imam vedno 2 sliki, gledam ga, pokažem še pred poroko, ne, ker je bil bolj všeč in potem naredim nek približek in nevesto še na koncu vprašam. In ponovadi je vedno nasmeh na obrazu in potem vem, da je to, ne. Je to ta odgovor, ni treba govoriti. Tako da res na tem, če se pač nevesta ne zna odločiti, kaj in kako, definitivno s probnim make-up, tam si vzamemo čas, razglabljamo, ne, o tenkih, glam, natural in tako dalje. No. Ker si omenila, pač, da imaš 2 fotki, a ne? Ja. Kako pa izgleda to, pač, ko se dejansko nevesta odloči, pride k tebi, hoče imeti make-up, a prenesejo fotke na telefonih, Pinterestih, kažejo, to mi je kul, to mi ni kul, ali jim ti kaj predlagaš, ali vsega pomal? Vsega pomal, čisto odvisno. Ene neveste res imajo zelo različne tipe make-upa že predtem, ne, se pravi različne stile, ne. Potem pa jaz rečem, glejte, tale na sliki ima rjave oči, vi imate zelene, modre, ne. Vam bi pa predlagala to pa to, ne, in potem pravijo, jaz vam zaupam, ne, v večini primerih. Če pa slučajno želi istega, pa nekako prilagodim na tisto, ker v bistvu ti imaš tudi recimo oranžen odtenek, lahko zelo hladen, ne, ali pa zelo topel, ne, tako da je lahko zelo, ja, res je odvisno od teh barv, topli, hladni podtoni in je lahko na koncu isti make-up s toplim podtonom, ne. Jaz recimo to vem, nevesta načeloma se prepusti potem, ne. Važno je, da je podobno kot na sliki, ne. Zdaj pa čisto po tvojem mnenju. Poročni make-up verjetno mora biti drugačen od vsakodnevnega. V bistvu, ja, ampak še vseeno jaz mislim, ne, da je fajn, da spet ni toliko drugačen, da je še vseeno tak, da se ona počuti dobro v njem, ne. Tako da vedno rečem, kako se sama maže, no. Me tudi zanima tako, ker če se ona zdaj ni navajena z eyelinerjem, pol tle odpade eyeliner, ne. V bistvu naredim nek tak zabrisan eyeliner, ki ga ona ne bo opazila, ne. Zdaj pa ravno včeraj sem imela na testnem make-upu eno bodočo nevesto, ne, ki pa je rekla, da si pa vedno da eyeliner, ne. Tle sem pa vedela, da lahko malo več poudaram eyelinerja, ne. Se pravi, s tekočim eyelinerjem, ne, da nisem zabrisana. Torej, gradiš v bistvu na neki osnovi, ki je pač njen vsakodnevni make-up. Ja. Edino, če se ona odloči, ne, da že pride z neko idejo, da hoče biti pa na poročni dan pa res drugačna, ne. Ker meni je tudi lepo, recimo, ne, da na poročni dan, da si malo drugačen, no. Ja, ni to... Še vse, ne. Ni to vsak dan. Ja. Najboljše, da je enkrat, da je en tak dan v življenju, če le možno, ne. Fajn je, da je en. Jaz sem vmes medtem, ko ste vi govorila zdaj za ta vodale stran, na tvoje navajene, bom rekel, no, videospote in vse te stvari. Kaj pa na teh eventih? Kdo je odgovoren za to, až ko sem prej vprašal, a prenese nevesta fotko, Pinterest kaže, kdo je pa tam tvoj, pač tisti, ki ti narekuje, kako narediti? A imaš ti proste roke na teh nekih fotkanih, snemanjih, ali dejansko nekdo, ki ima cel izgled čez, pa se on ukvarja s tem, kako mora izgledati. Kaj je tam naredil? Sorry, ker sem za tabo iz poroka, ampak mene zanima. Tle je pa tudi zelo različno. Imaš ponudnike, ne, ki so že pripravljeni in imajo tudi že kakšne vision boarde, kako bo kjer model naličen, ne. To se mi zdi, da so res ekstra pripravljeni, no, in jih je zelo malo, ker sem imela izkušnje. Večinoma mi pa dajo neke napotke, ne, se pravi, snemali bomo za mas, make-up ne bo na poudarku, se pravi, mora biti lepa koža, nežno poudarjene oči in usta spet, recimo zdaj, če so rdeči čevlji, so lahko rdeča usta, ampak drugače pa zamenjam barvo za druge čevlje. Recimo čisto tak primer, ne. Dostikrat imam pa tudi priložnost pol sama, ne, na videospotih predvsem, da pač isto spet modela, jaz hočem, da se res one dobro počutijo, ne, in jih vedno vprašam in pa povem, ne, da mora biti pa tle make-up malo bolj intenziven, ne, ker tle pa res, ko so videospoti pa snemanja pa slikanje za kakšne reklame, tle pa ne bo tako, da se bo samo ona dobro v njem počutila, morajo biti poudarjene malo bolj oči,
pa mogoče so njej že preveč, ampak na sliki to vzame, ta svetloba. Malo sem podočena v slikah, ampak ne preveč. Pobere ne 30% vsaj. 30, aha. Ja, pa tako mora na televiziji, mora vse skupaj malo izstopati, ker je to normalno. Tako. a veš, Ker tudi luči so drugačne. Ja. Zdaj mi sedimo tule pod lanterno, tam so pa direkt luči ponavadi. Redko, da se dela, ne vem. Pa tako, ko gledaš tudi video spot za video spotom, 1 uro, če sediš, pri vseh so vsi tako pač, kako bi rekel, doterani, urejeni, a ne? Res, ja. In zdaj, a veš, če nekdo vmes ni, razen če je drugačen stil video spota, seveda, drugače pa pač bi kar izstopali, če bi bilo to neki na pol, mislim, bolj toned down, da bi pač manj bilo narejeno, kakorkoli. Se pozna, recimo jaz pa mogoče zdaj še večkrat pogledam kakšen video spot, pa pogledam tudi make-up, ne, vice, no. Jaz opazim vse napake, tudi recimo kdaj kakšno jaz naredim, ne, to je čisto tako normalno, trudim se, da ne, ampak vice, kje so dobro poudarjene oči, ne, kje mogoče je presvetlejša šminka in lahko izpadeš, kot da si brez ust, ne. Jaz ne vem, kako zdaj izgledam na videu, ampak... Ja. Bomo naredili, da najboljši. Prvi si že ti naredila, tako da nič ne bo treba delati. Ja. Ja, jaz sem na Vistru študiral, a ne. Aha. In smo pač bili, pač je fotografija in kozmetika, a ne. In smo mogli tudi moodboarde pripravljati, pa vse. In pač ta del, ko smo ga mogli za vas pripraviti, mi je bilo vedno tako... Zakaj? Mislim, až ne zakaj, z veseljem pripravim, sam jaz ne vem, kaj želim v resnici. Jaz pač vem, kako mora izgledati, a veš, ne vem, 70s, rockabilly delamo ali neki. Če ti to rečem, ti že verjetno več veš zdaj, ko pa jaz, kak je bil takrat stil. Jaz ti neko fotko pokažem, da pa razlagam o nekih stvareh, pač ne vem, jaz vidim vaše čopiče na mizah, na porokah, pa to jaz ne vem, kaj s čem narediti. In zato sem tega vprašal, ker jaz imam tukaj kar dvoma oziroma največ, kar naredim, je lahko, da pač pokažem, to se mi zdi dobro za ta projekt in tukaj jaz zaključim s tem, da bom tebi narekoval, kako bi naj naredila to, ali pa kako bi naj izgledala to, kaj boš naredila, ti tako ne morem narekovati, ker si ti profesionalka v svojem delu. Veš kako, jaz v bistvu zdaj glih po tem pogovoru razmišljam, moje oči vidijo tudi nekako nek projekt kot celoto, ne? In zdaj recimo, če ima nek brand, nek tak stil, ne? Recimo bolj odrezan, lahko grem jaz tudi pri make-upu na odrezan stil, ne? Če ima pa zdaj nek brand baročen stil, ne? Lahko jaz pa tudi pri make-upu zapeljem osebo, da izgleda bolj taka baročna, polna barv, ne. Tako da je ful dobro, no. Iskreno nisem še nikoli razmišljala, zakaj bi te boardi obstajali, no. Ampak zdaj nekako povezujem, no. Sem se tudi jaz nekaj naučila, no. Evo, ja, tako se kaj učimo. Ker v bistvu meni je to že v glavi nekako logično, ne, da zdaj, če ima nekdo tak styling, ne, prilagodim make-up na ta styling, ne, in ker sledim temu stilu, ne. Če ima pa nekdo tak uraden styling, pa spet nekaj drugega, ne, ker tudi recimo obleke, ene so bolj take sproščene, saten, druge so čipke, ne, in tle greš lahko tudi čisto druge stile make-upa, ne. Zato že fajn moodboard, ne, ker imaš v bistvu lokacijo predstavljeno, imaš pač styling predstavljen in tudi če si tako jaz pa ne priješ zares dobro do make-upa. Ja. Vsaj ti dejansko vidiš, kako bo vse ostalo izgledalo, pa se lahko nagodiš. Nekaj novega, ja. Poroke so fajn, ko mi tega ni treba delati. To je prav projekt. Poroka je zelo dolgotrajen projekt. Ja, samo meni treba tega delati. Kot smo poslušali. Ja, ne samo, ko gledaš, v bistvu, da se vse na koncu skupaj poklopi, zato pa je tudi fajn imeti toliko enih stvari vnaprej načrtovane, rezervirane, kakorkoli, ker pač da povežeš, ti moraš povezati in fotke, in lokacijo, in make-up, vse skupaj. Ni to kar tak nekaj, ko bomo z danes na jutri naredili. Dejansko, in frizuro, veš, ne? Da v bistvu veš, da na obleko paše, ne? Recimo, kakšna nevesta se naroči na sprobno frizuro, pa ima sprobanje oblek, ne vem, kak je to... Ja, pač poskusiti. Poskusno, ja. Teden kasneje, ne, in nam potem piše, ne, da je pa zdaj našla eno obleko, ki ima odprta ramena in da misli, da pa tista frizura ne bi pasala, ne, da bi mogoče imela speto, ne. In v bistvu je prav tako, ne, ker se tudi meni zdi, da na te odprte, ne, nekaterim paše bolj, da ima spete lase, ne. Pa tudi pri make-upu konc koncev, pač pri tem, če ima pač odprta ramena, pa to
lahko Kakor sem malo bolj videl, podaraš, ne? Pa vi velikokrat poskrbite tudi za ta del Ja. kože, tako da se nekaj malo naredi, da dejansko je pač povezan, da ni za Tako. nekaj spet Ja. jaz Ni kot pri totalni vratu amater konec. odrezano kar nekaj. A ne? Ne, klej pa moram prav poudariti, ne, ta odrezanost. Ne, lej, jaz imam zelo dobro kozmetiko in lahko res za vsako posameznico zmešam puder, da njej paše. In doskrat, sploh prej nazaj, smo mislili, tale odrezan vrat, ne, zakaj se je zgodil. Zaradi tega, ker ni bil pravilen puder. No. Tako da tle je bolj to, da puder ni prav. No. Pa Ker če imaš ti zblendano pravi verjetno. puder, pa zblendan, ne, se tu prav zlije. In tudi če tega ne bi bilo, ne, ampak je pa lepo, no, da se malo posveti. Ja, tudi na sliki. točno to, ja, vse je itak. Tako da jaz tudi doskrat, še pol ne samo brez, ampak tudi vratno. Ja, vse to, da se pač, če je odprta obleka, se mora tudi ta del nekako Ja, urediti. ja, Ne? Ja. ja. Ni, Tako da, pa tudi glede hidracije, no, da je lepša koža, nujno teden prej, vsak dan liter pa pol vode. No, Se pozna. zdaj pa že prej smo se malo pripravili kože na poroko, se pogovarjali. Kaj pa recimo, je pa pomembno, da nevesta ostane zvesta neki tej svoji rutini kože, ko je pač ima, ali jo ima, ali je nima, kakorkoli. Pač. Ja. Verjetno boljš, da ostane zvesta temu. Ja, tako. V bistvu boljše je, da ne poskuša nekih novih stvari. Ker imela sem tudi že primer, tudi jaz si zelo rada, kdaj tik pred poletjem malo dam tega kreme za porjavitev. No? In je prišla nevesta, 3 dni pred poroko si je dala tole kremo za porjavitev, cela flekasta. Obleka je bila pa kar odprta, se pravi, imela roke ven, tudi prsta, klele, je imela vse lisasto. Ja. Tako da, če se za to odločijo, da bi imeli neko potemnitveno kremo, testirajo najraj 2 meseca prej, Ja. da se prepričajo. Pa še to, če ni to v njihovi redni rutini, priporočam, da so res to, kar so, da ni nekih novosti. No. Pa tako, kot sem že prej rekla, kakšnih agresivnih obraza, definitivno ne. Kakšen mesec pred poroko res neko svojo rutino, ki je 100% v njo prepričana, da ji ne bo povzročila nekih sprememb na obrazu. Ne. A pa je kak tretma, ko bi rekla, to pa priporočam? Za nego kože? Ja. Med pa kao. Ja. Jaz že No, vem. ja, Jaz že vem. to sem že to dobro, sem slišal, evo, ko je ja, rekla, ja. ampak ne, nek ta, da pač greš na nek tretma. Čisto osnovno nego kože, če že ne. Ampak jaz mislim, da tudi, recimo, če se to dela mesec pred poroko, osnovna nego obraza, nič drugega. Ampak čisto zadostuje, če se doma naredi neka osnovna nega kože. Se pravi, jaz sem res za te domače izdelke, kar se da ne izkoristijo. No? Res je veliko enih receptov od naših babic in tako, ki so ful dobre za kožo. Še celo boljše kot kakšni izdelki. Tako. Moram se pa tudi pohvaliti, no? Sodelujem s tem Jack's Beauty Lineom iz Berlina. No? Tako da jaz uporabljam njihovo kozmetiko. Oni se res trudijo, da je koža, da ni to samo v bistvu izdelek za lepoto, ampak da je v bistvu prav nega kože. Tudi pudri, jaz uporabljam na vseh porokah njihove pudre, no? Ker so taki negovalni in zdravi za kožo. Ne? V redu za kožo. No? Pa če punce hočejo od tega proizvajalca pač izdelke, to lahko tam tudi dobijo mogoče. V bistvu jaz imam tako z njimi dogovor, imam ugodnost, imam kodo svojo, lahko vam jo potem tudi spodaj napišemo. In se v bistvu naroči. Sem pa vedno na voljo, čisto vsaki, da ji priporočam, ker recimo teh izdelkov ni v Sloveniji, da bi jih prav probala, edin prmen, ki pridejo na make-up. Pa trenutno, ne vem, če sta videla, no, zdaj sem v te skupince malo napisala, organiziram tudi take luškane ženske dogodke, da se malo povežemo, pa sprobamo te izdelke, pa v bistvu še izobraževanje zraven dobijo. Tako da tam tudi lahko sprobajo te izdelke. No. Aha, no, delam z njimi. No. Verjetno je dobro, pač mislim tako. Ja. So, kaj bi rekel, toliko specifične reči, da je fajn, da pač proba punca, preden se pač odloči, kaj želi, kaj ne, pač kaj sede. Res, jaz sem ful previdna, recimo izhajam iz sebe, ker jaz na kakšno agresivno kozmetiko takoj dobim kakšno alergijo. No. Že v srednji šoli sem bila 2-krat na urgenci polno, ker sem neke maskice nove sprobavala, tako da sem res ful previdna in še pred enim mesecem sem nek settings powder probala, no.
in sem bila skoraj na urgenci. Tako da v bistvu vsi izdelki, ki jih uporabljam pri make-upu, so 100% za vsak tip kože, tudi za tip kože, ki je najbolj občutljiv. No. Ker sem sama. Če ti sprobaš, je pol varno, da lahko to jim tudi tudi drugi. povem. No, ja, ker dejansko imajo dostakrat punce kakšne... Nekaj padlo, ne? Ne vem, ko je padlo. Organiziran studio. Ne skrbi. Ja, vem, kaj je Vse padlo. za kamerami je popolnoma urejeno, ne skrbite. Ja. Tako da ja, no, kaj sem hotela reči, da... Sorry, ker smo te zmožali, res. Ja, lej, tole je bilo zdaj. Ja, glede tega, da so vsi izdelki v tvojem Repertoarju. salonu, ja, da so Ja. preizkušeni na tebi, če neš druga, ne? Ja. Pa še verjetno... A ja, preden pride do ja, tebe. tole sem hotela reči. V bistvu, da veliko punc, žensk tudi tako se zadnje čase srečuje z občutljivo kožo, ne? In mi tudi že pred samim make-upom, ne, testnim in tako rečejo, da imajo zelo občutljivo kožo in da uporabljajo samo ta pa ta puder, ne? Ker po drugim dobijo rdečico ali pa tako, ne. Tako da tle sem res raziskala zelo veliko, no, na sebi. No, evo, tu se meni porodilo vprašanje, kolikrat pa recimo ti nevesto naličiš in Ja. vse je super, top, pa reče, a pa mi lahko ti kaj tak, da bi kot ti zrihtala nevesti, no, make-up za kasneje, da ima za sebe karkoli. Se zgodi kdaj, da se obrne na tak način. Aha, da bi v bistvu izdelek. Ja. Ja, tako je, da v bistvu se mi to zgodi pri nevestah dosti manjkrat, a ne, ker v bistvu jaz tudi te tečaje vodim za ličenje za osebno rabo, pa zdaj te skupinske delavnice in se tam večkrat to zgodi. No. Ker se mi zdi v bistvu, no, mogoče do zdaj, da sem imela eno nevesto za en puder, no, tako, ki je bil res noro všeč, ne, in je pasal, no, ampak večinoma na drugih zadevah, ne, se pravi na teh delavnicah, pa ker spoznajo, ne, ker v bistvu jaz tam nimam časa, da zdaj nevesti, pa tudi iskreno... Prodajaš in ponujaš, Ja, ne? v bistvu, ja, jaz niti nisem tako, da bi zdaj tam ful debatirala, kaj one meni zaupajo, jaz jim ne govorim, dam to ti gor, ne, Ja. tako. To je bolj v bistvu ta del pri delavnici za osebno rabo ali pa skupinskih delavnicah, no. Tam se res fokusiram na njih, no. Tako. Kaj te pa, smo že omenili pač pri nevestah, da se ti jih dosta oglasi par dni po poroki, pa ti napišejo, koliko je dobro, pa da so Ja. bile zadovoljne. Pa pač si tudi z njimi na to jutro, pa vidiš interakcijo z mamo, pa s sestro, pričo, kakorkoli. Ampak kaj pa tista stvar, ki te najbolj gane pri delu z nevestami? Kaj je tisto, ko ti najbolj ostane? Kaj ti največ da? Ja. Ja, ta zadovoljstvo, no. Se pravi, ko sem že prej poudarila. Ne vem, kaj drugega bi sploh rekla v bistvu, no. Ja. Ker to mi res ogromno pomeni, no. Da vidim, koliko so one srečne, zadovoljne, da se res dobro počutijo v svoji koži, ne. Da to prihaja nekje iz notranjega zadovoljstva, ne samo vizualnega, ne. To mene res nahrani in si rečem, to je to in hočem to delati, ne. Čeprav kakšno, recimo, poroko tudi kdaj spustim, ne, jaz bi rada vse naredila, vsaka, ki mi napiše, ampak kakšni datumi se kdaj skrižajo. Ja, in se ne moreš dati na več Ja, delov. sicer imam zelo lepe povezave tudi z mojimi konkurenčnimi make-up artistkami, tako da Se tudi predlagajo. predlagam, ne. Recimo, enkrat sem imela pa situacijo, no, ko se pa nisem vedela, kaj bom. Sem bila pa glih na potovanju, ne, in smo ostali na letalu ujeti 3 ure, ne. Ne vem, kaj je bilo, tudi pol, ko smo zleteli, je začelo vse piskati, jaz pa poroko čez tako 12 ur, ne. Sem rekla, nikoli več, ker jaz sem ful tako, ko se zmenjam z nevesto za poroko, jaz sem res točna, no. Tukaj, Je fiksno. ja, ker sem že slišala marsikatero zgodbo, ne, tako da se kdaj kaj zlom, ne. Jaz sem v zadnjih letih imel kar nekaj primerov, ko sem prišel in tako predstavijo pač vizualizacijo. Vedno, ko prijem, se vsem predstavim. Ja. Ja, ona je pač nova, ni tista, ko smo na sestanku govorili, pa vedno pride do vprašanja, zakaj, ne? Ja, ona se ni oglasila več, ali pa nekaj tako, veš. Ali pa on, no, se ni važno, pač so to za frizerje ali kdorkoli, ampak tako se mi zdi ful neprofesionalno, pač. Ja. Vsakmu se lahko je zgodi, meni se je zgodil čisto ob koncu covida, vem, da sem imel poroko, ko sem se ful veselil, tako fajn poroka, ena malo drugačna kultura tudi, da je bilo nekaj novega za mene. In je pač nisem mogel narediti, ker sem sumil, da pač sem dobil covid in ni tako, da ne bo šel zdaj na poroko takšen, da pač bojo vsi zboleli tam, ne. In sem pač jaz predlagal drugega fotografa, sem ga jaz poklical, vse dogovoril z njim, skomuniciral,
nima to povedal, rekel, da ga prej spoznati, mene pač nujno, da ga vija spoznata, da pač vija rečeta, on je v redu, Tako. če ne iščem naprej, pač jaz naredim, če želite, lahko sama to uredite, ampak drugače jaz vse uredim za vaju, ker pač je to moja odgovornost, ne morem svojo zdaj 3 dni pred poroko postitek, Ja. izvolite pač ta rezervacijski denar nazaj in pač sama urejte, ne moreš tega delati, ne. Ja. Pač mora Pri biti meni je naša tudi odgovornost. ena taka vrednota, točnost, odgovornost. No. Mislim, da smo mi na tole kar izčrpali, a? Ja, najine jaz papirčke. sem že zaprl beležko. Hvala Saj ti, bom- ki si izvolil. Ne, prosti. Saj še ni treba zaključiti, kar. Ne, jaz sem edino še, a imaš kako zgodbo iz vseh porok, ko ti je pa najbolj ostala pri srcu ali pa se je najbolj rada spominjaš, no? Joj, zdaj si me pa dobil. Meni je res tako, čisto vsaka poroka mi je posebna. Če zdaj pomislim nekako po moji beležki. Vsaka je bila posebna in vsako sem si zapomnila. Če se kjerokoli, ne vem, sej jih je bilo ogromno, ampak če bi se dotično spomnila ene, ne bi je mogla zbrati. Vsako bi se pa spomnila, vseh momentov. No. Ja, mogoče prva mi je zdaj nekako skočila naprej, Sara, ne, moja, se pravi, to je bila moja stranka na nohtih, ne. Smo jo tako naredili, no, takrat, kot sem bila še študentka, no. Čisto iz fore. In še vedno prav, da je to eden lepših make-upov v njenem življenju bil, no. In se je tudi že 8-krat vrnila k meni za, mislim, da krst otroka in tako dalje, no, tako da lepo, no. Lahko neko stranko dobiš, mislim, da ostane v bistvu zavedno tvoja, kako bi rekel. Da se vrača, da Ja, Ja, točno to, ja. da se vrača. So to je najboljši občutek. A? To, ko sem pa rekel, pač, a veš, kaj je tisti najboljši pri delu našem. Pa tako, Ja, mogoče to je ena taka velika stvar. Dejansko, ko se ljudje vrnejo, ti dajo največji kompliment, kar je možen za Ja. tvoje delo, ker veš, da so bili zadovoljni in ni ta nič reči, v bistvu. Če so Tako. tukaj na vrati, če pozvonijo, če pišejo mail, veš, da si pač dobro naredil in je to v bistvu. Tako. a ne. in to mi največ pomeni v bistvu, no, Mhm. da se vrne, ne. Še preden naredim zaključek, ker sem ga malo prej začel delati, me nekaj Sorry. zanima. Ni panike. Sem že prej malo naredil reklamo, zdaj bom še enkrat 28. 29. marca delamo poročno delavnico, Super. na kateri sem, tako sem prej omenil, vključeni vsi ponudniki, kar je možno. Tako bo dejansko ta prava poroka bo sam svatov, pač ne bomo organizirali zraven, ker praktično ni smiselno to za to delavnico. Ampak mene zanima, če imaš kak nasvet za fotografe, videografe, prvi sem te že eno stvar že vprašal, če ti pošljejo kdaj fotke pa tako. A je kateri fotograf, videograf naredil kaj več, kot vsi ostali, ali na poročni dan, ali po poroki, a je kakšna taka stvar, ko bi ti rekla iz svoje strani, ja, tole je pa pač lahko en tak plus v vaši karieri, da ste lahko malo boljši zaradi tega. Samo vem, da je težko vprašanje, ampak Da bi on v bistvu kot meni ali, aha, ali nevesti, ali tebi, ali karkoli si zamisliš. ja, definitivno sigurno je, ne. Recimo zdaj, ne vem, kjerga leta, ampak spomnim se, en fotograf se je res tako te close slikce je delal, no. In nohti so bili gor in te slike imam še tudi objavljene, ne. In meni je to recimo ful pomenilo in z veseljem ga bi tudi označila, če sicer mi takrat ni on poslal te slike, vedno mi pač ponovadi ne veste, ampak se mi zdi, da bi tule lahko ful lepo posodelovali mi kot make-up artist, frizerji in pa tako, ne, da se pač malo neka brezplačna promocija naredi, ne, ker recimo jaz te, ki imam, res sodelujem z njimi in pač mi odgovarjajo, ne, tako in tudi mene dostikrat na veste vprašajo, kaj bi mi pa priporočala za poročno torto ali pa za pač fotografa, poznaš kakšnega, ne? Zdaj poznam vaju, ne? Ampak načeloma včasih nimam odgovora, ne? Če ga bi pa imela, pa meni ni problem to eni nevesti reči, ne? Deliti, ja. Ja, in res z veseljem pomagam komu, tako s kakšnim nasvetom, ne? Tudi recimo zdaj za rože poznam eno sošolko iz faksa ter eno, v bistvu sem jo ličila za poroko, no, pa mi je izdala to skrivnost, da začne po poroki s svojim biznisom in res dela krasne šopke in tudi objavlja jih, no, in priporočam naprej, ne. Ker me dostikrat vprašajo, kje pa šopki, kje pa to, ne. Pa če vem, povem, ne. Tako da se mi zdi, da bi tule lahko res tako zbral nekoga
in ga priporočil, ne? Ali pa označil, recimo, lahko da se mi spontano srečamo na eni poroki, pa malo posodelujemo, ne? Jaz na vseh delavnicah vse, pač tudi to, poudarek na to dajem, da dajmo spoznati tudi druge ponudnike na poroki. Se mi moramo najprej narediti najboljše delo, kar zmoremo in znamo, ženina pa nevesto. Ampak tako, ona dva sta zbrala ponudnike z nekim razlogom. Všeč so jim bili vsi ponudniki, ki sta jih zbrala. In tudi, če njih vključimo zraven, in tudi, če vmes se kot fotograf garantiram, da imamo vsi vmes čas narediti marsikaj več, kot samo recimo fotografije neveste priličene. Hodiš okoli, delaš marsikaj. In če dobiš ti 3 fotke, ki jih lahko objaviš na Instagram, recimo, se to je tako majhna reč, to ni nič posebnega, ni to za neka reč, ki si boš ti napisal v CV, koliko si ti dober zaradi tega, karkoli. Ampak konec koncev pa te plak dosti pomeni, ker imaš fotko, ki je pa še vseeno, upam, da pri vseh fotografih, ki delajo na porokah, boljša, kot pa na hitrico z iPhoneom narediti, ali pa nek selfie, ali pa neki. In je lahko velika dodana vrednost ena taka malenkost. Ali pa še to, da vprašaš, a rabiš karkoli, ti kaj pomagam, ne vem, tako, mislim, pri fotki, a veš, fotko te bom, a pa ne vem. Ta komunikacija, da je harmonija, ne? Popravi si malo majčko, ali pa nekaj, ki bo bolj zgledal na fotki. Čisto preproste stvari, ki lahko dosti pomagajo. Res. Pa tudi v bistvu, jaz imam zdaj tako, da v bistvu kar v pogodbi, zraven pogodbe imam en list in pač prosim organizatorja ali pa želja nevesto, organizatorji to tako sami vedo naredijo, bolj želja nevesto, če lahko mi dopišejo ostale ponudnike zraven. A veš, ker težko jaz potegam ljudi, če ne vem, kdo so. Zato se moraš prej pripraviti, ne? In jaz pač se raje prej pozanimam, tako da dejansko, ko se poroka konča, če dovolite, da fotke objavim, da lahko dejansko objavim in pač povem, ta make-up je naredila Katja, ne pa zdaj. Ta make-up je naredila 3 pikice, ker ne vem, kdo je. Drugač ful dober, meni je ta ideja ful všeč, no? Da na koncu se nekako kot celota vidi, kdo je kaj delo, ne? Ker pol tudi recimo, mogoče se od nje prijateljica poroči in že točno ve, ne rab sama vlagati truda v iskanje, ne? Ja, drugače se moram pa tudi jaz pohvaliti, no, letos sem dobila eno idejo, zdaj, ko organiziram te ženske dogodke in tako, ne, sem se odločila, da v Sloveniji še ni, no, da organiziram en tak dogodek za dekliščino. In lahko v bistvu nevesta združi, oziroma priča, jaz ne vem, kdo to organizira, ker je zelo različno, ne, da je tak dekliščina povezana z make-upom. Imam tudi na Instagramu, sem prvo objavo naredila, sicer malo strahom, ker v bistvu ne vem, koliko je tle v Sloveniji, koliko bo kaj zanimanja, no, ampak sem... Slovenija je zelo specifična. Fulja, ja. In se mi zdi, so tudi dekliščine malo drugačne, sem pa spet izhajala iz sebe, ker pač jaz imam rada ta make-up pa to, pa da je tak malo cute dogodek, malo vinčkanja, kakorkoli, kolagenčka, malo se ličimo, one se spet nekaj naučijo, jaz sem vedno pripravljena na take cute darilca, ne, tako da pač v bistvu skupaj s temi družicami potem nevesta zbere make-upa, ne. Jaz tam na nevesti kažem make-up in naredim kao kot neko sprobno ličenje, ne. One pa se zraven ličijo, ker jih jaz tudi učim, jih vodim skozi ta proces osnovnega ličanja, ne. Se pravi, potem pa na koncu skupaj zberemo make-up. Dobila sem nekako idejo, da se to dogaja tako za eno luškano mizico, gledalca gor in akcija. In zato, ker imamo vse to, Ja. lepo urejene vse punce, pol najbolj, da še fotografa zraven pokliče, da ima še fotke. To pa nujno. Drugač pa spletno stran tvojo bomo itak delili odspodaj v opisu. Super. Vse, kar si govorila od delavnic do dekliščine, verjetno lahko najdejo na tej spletni strani, a ne? Tako. Okay. Imam pa še eno darilce za vaju, to je pa moja kremca, da boste imela za v studio, ker tudi to, ne, na slikah se vidi, ne, če so roke suhe, so navlažene. Še dobro, da smo danes v mojem studiu. Bom kaj tako legar postele. Odlično. Ena malenkost. Hvala. Najlepša hvala, da si prišla. Upam, da sva bila izčrpna, pa ne preveč, da te nisva utrudila slučajno. Ne. Upam, da te bojo predvsem neveste veliko bolj spoznale prek tega podcasta, pa da te bojo poklicale tiste, ki so danes videle pač pravo vizažistko, tako, ko si želijo imeti. Hvala. Da boš tudi imela malo lažji, ali pa one malo lažji izbor pri tem, no. Pa da se čim prej srečamo na poroki, ne, to predvsem upam. Ja. Hvala vama še enkrat, sem zelo hvaležna. Upam, da sem tudi, v bistvu, da sem tudi nevestam dala kakšno tako uporaben nasvet, no. Pa res, da se nekako počutijo tisti dan kot kraljice. Pa za ženine še poskrbi. Tako. Hvala.